Z nami v studiu je Sandy Pegan iz Cvetličarne Kofol v Šempetru. Še enkrat dobro jutro. Ja, dobro jutro. Sandy, začnemo najprej s pomenom adventa, ne? Smo rekli. Tako je, beseda advent v bistvu izhaja iz latinske besede adventus in pomeni prihod. Aha. In je čas pred Božičem, njegov simbol je pa adventni venček. Da bi poznali pomen adventnega venčka, pa se moramo ozreti v zgodovino in poznati njegovo zgodbo o nastanku. Vsi ne vedo, da je prvi adventni venček nastal v nemškem mestu Hamburg in se potem kasneje razširil v druge države. Leta 1838 je evangeličanski pastor ustanovil dom za revne otroke, ki jim je hotel polepšati ta adventni čas, ker so imeli, zelo težko otroštvo in tako naprej. Tako je naredil lesen obod in nanj namestil 24 sveč. In od tega so bile 4 sveče večje, ki so predstavljale 4 adventne nedelje. Aha, vidiš, tega jaz nisem vedel. Tako. In s tem so oni vsakodnevno prižigali sveče in je videl v soju sveč, da so otroci pozabili na svoje težave. Danes je pa zgodba malo drugačna, tako da ima naš adventni venček samo 4 sveče, te predstavljajo 4 tedne pripravljanja in pričakovanje luči, ki jo prinaša Božič. Tako, na primer, prva sveča, ki jo prežgemo. To je že to nedeljo, ne? Ja, seveda, to nedeljo simbolizira upanje. Druga, ljubezen, tretja, veselje in četrta, mir. Nisem vedela tega, veš? Ne, spravi upanje. Upanje je tisto. Upanje na boljši jutre, ja. Dobro, hvala za tale uvod. Zdaj pa, če gremo konkretno k našim adventnim venčkom, kakšne so letošnje smernice, trendu, kjer v smer se obrača? Letos prevladuje v bistvu zlata barva v kombinaciji z belo. In to predvsem zato, ker živimo v takih čudnih časih, bi rekla, ne? In zlata barva je v bistvu res topla barva. Izraža toplino in osvetljuje prostor okrog nas, vse stvari okoli sebe. Je barva zmagovalca, samozavestna je in strastna. Na drugi strani imamo pa belo barvo, ki je barva popolnosti. Ta barva izraža čistost, nedolžnost, polnost in je barva novih začetkov. Vidiš, tako da je eno taka zgodba. Je lepa kombinacija, mi všeč. Kaj pa recimo oblika adventnega venčka? Ostajamo še vedno pri tej tradicionalni klasiki v krogu, ali so možne tudi kakšne druge, recimo temu, variacije izven okvirov? Ja, možne so tudi druge v bistvu variante, poldolgovate in tako naprej, vendar na primer krog venca v bistvu pomeni zvestobo in neskončnost, ne? In to predstavlja, da nima ne začetka in ne konca. Se pravi, lepo je, če ostanemo kar v tradicionalnih klasičnih. Zdaj prinesla si sabo tudi en adventni venček. Tudi prinesla za sabo en napol narejen venček in zdaj ga bo, oziroma ga bo lepo Suska s pomočjo pomagala mi narediti končati. Jaz bi tukaj imel še preden se vidve lotita. Kako se loti tega adventnega venčka? Kaj najprej treba neko ogrodje pripraviti? Najprej je v bistvu ogrodje, ta je iz slame. Iz slame. Mi zdaj te slamnate obroče ponavadi že naprej kupimo. Jaz sem bila tudi na enom vraževanju, ker sem ga mogla sama narediti. In ni tako enostavno narediti. Da je lepo okroglo. In potem se lepo okrasi z različnim. Potem se najprej zelenjem, ne vem, pa največkrat je to smreka, ki se lepo oplete, žico in potem se namesti sveče. Sveče seveda moramo dati na žico, da stojijo, da ne zahori. In seveda moramo biti tudi previdni, sploh zaradi požara. Se pravi, kaj temu venčku manjka zdaj? Ta venček je zdaj napol skončan, zdaj bo lepo Suska lahko še dodala par balončkov, malo cimeta, teh naravnih materialov in tako naprej. Aha, so zaželjeni ti naravni. Naravni materiali seveda vsekakor jih najdemo v naravi, to je narava nam ponuja različne te materijale, ki jih lahko uporabimo. Zdaj sem uporabljala lepilo, tako da zdaj bom lepla. To je to vroče lepilo. Vroče lepilo, Po želji lahko dam.
Tako se mi zdi, da paša Tako po tle. želji. Ja. No, Zdaj, ti, Suska, Odlično ti gre, odlično. Aj, gre dobro. Ja, odlično. Ne smeš pretirati, ker Susko hitro zanese v kakšno... Ni res, nisem kičasta, dej. Nisem, jaz neč rekel, da si kičast, ampak te hitro zanese tako, da je kaj predimenzionirano, kar se Okej. tiče tako kratko. Se držim nazaj. Se držiš nazaj. Dobro, mogoče še kakšen nasvet za naše poslušalce pri izdelavi mogoče adventnega venčka ali pa pri... Ne? Pri izdelavi adventnega venčka, naprimer, lepo je, da ta čas preživimo z družino. Lepo je tudi, da si ga sami naredimo in da uživamo ta čas, ker že tako vse leti mimo nas, da se posvetimo eden drugmu. Ne, in da je lepo, da naprimer, zdaj, ko bo prva adventna nedelja, da se vsi skupaj zbere cela družina za mizo in si nekaj lepega zaželi in pržge prvo adventno svečko. A, to je lepo. Ja, Ja, seveda jaz se lepo. spomnim, zmeraj doma smo tako naredili. V bistvu, da sem delala z mamo, zvečer smo naredili adventni venček. Ja, se to je tisti čar. Ne? Ja, tako da ga bom nadaljevala tudi jaz z Ja? mojo družino. Ja, Boš. bom. Dobro. Zdaj jaz vaju pustim primeru, da Mi moramo se dokončate skoncentrirati. vidve to, Se mi zdi, ja. da sem že falila. Sandy Pegan, res hvala, da si prišla v naš studio, predstavlja in povabilo, ne, da če imate možnost, dajte si, tako kot si rekla, ne, pripraviti v krogu družine, ste skupaj in ste kreativni in ustvarjalni. Ja, hvala lepa za povabilo in adventni venček, ki ga bo zdaj Suska skončala, vam bom pustila vam v studiu. Resno? Ja, O, tako. hvala, Zelo hvala. lepo. Hvala. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet. In ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good. Radio